Med vrtovi, ki na prehodu v poletje odprejo vrata, takrat vam lastniki pokažejo svoje rastlinske posebnosti in pomagajo z nasveti, je tudi vrt Hruševec v Šentjurju. Zanj skrbi Jože Zupanc, ki se je nad drobnimi cvetočimi rastlinami navdušil pri alpinističnih podvigih. Te je kasneje zamenjal z botaničnimi raziskovanji, vrt ob domači hiši pa spremenil v zbirko nenavadnih lepotic. Na vrtu Hruševec, to ime ima po naselju, kjer je ta vrt, ni ne začetka, ne konca. Spreminjanje pa je njegova stalnica. Jože, kje ste? Na vrhu Skalnjaka. In tudi danes se vrt spreminja. Ste posadili to rastlino ali presadili? Danes jo presadil, ker ni bila prava lega očitno in zdaj te salvije rabijo ogromno sonca in tole bo zadovoljne, ker bo fajn osončeno, lepo osončeno. Okrog 30 let naj bi štel ta vrt. Se je veliko spreminjal v tem času? Se še spreminja? Ogromno se spreminja, ker zanimajo me nove stvari, rastline različnih barv, različnim časom cvetenja. Pa problem je dobiti v enem letu vse. Z leti dobiš nove rastline. Verjetno kakšna tudi umre v tem času, ali pa se preveč razraste. Tako. Rastline recimo kupiš, ko je majhna, misliš, da bo to hvaležno, v parih letih se pokaže zelo invazivka, pa je lahko zelo lepa. Ne? In treba ali odstraniti, ali pa malo drugače posaditi. Pa imate pri vas več sonceljubnih ali več senceljubnih rastlin? Sploh teh cvetočih. Zdaj se je spremenili, zdaj imamo več senčnoljubnih. Od kraja pa, ko ni bilo velike dreves, so bile pa sončne. In to pravite, da je bilo narobe na začetku? Absolutno. Da je treba najprej drevesa posaditi, potem šele rastline? Absolutno. Je tak redu sled, tak delajo pametni ljudje, jaz pa takrat tega nisem vedel in je pač bila napaka. S časom je to zraslo in je slika je druga, pa tudi rastline se mogo spremeniti, se prilagoditi, pa tako naprej. Še ena salvija raste ob ribniku na vzhodni strani hiše. Ja. Je tako hvaležna, oziroma lahko salvije posadimo kamorkoli? Absolutno. Sonce, ljubijo sonce, dosti svetlove, ena zelo hvaležnih trajnic. Vsaka je druga, niso dve enake. Različni cvetovi, pa oblika tudi. Omenila sva, da sva pri ribniku na vzhodni strani hiše, 3 ribniki krasijo vaš vrt. V bistvu je tako bilo, vsaki 10 let sem enega naredil. Vsaki po svoje poseben. V bistvu rastline so skoraj več ali manj identične, vseh ribe tudi, ampak oblika pa lega pa tisto, kar bo zdaj tule cvetelo, že zdaj cveti, bo naslednji, ko je v senci, komi čez 3 tedne. Tukaj zakasnite, enaka rastlina. Ampak zakaj ste želeli imeti ribnike? Kje ste jih spoznali? Ja, veliko sem hodil po svetu, z raznim odpravam in ko sem potoval dol po Indiji, pa Pakistan, pa tam ure in ure sem se vodil in to se same naravne ribnike gledal in nobenih, to je narava sama naredila. Tam je bilo noter cvetje raznega, ko tega niti poznal nisem. To sem želel imeti doma in tako se je zato žel, ne. Čez ribnik se nagiba smreka, a to ni edino drevo, ki je želelo prekriti ta vodni del. Nekega zimskega jutra se je čezenj nagnil ameriški klek. Jože pove, kako nenavadno je bilo pogledati skozi okno, ki ga ni zastiralo drevo. Najprej je pomislil, da so klek posekali, kasneje pa ugotovil, da so bile zimske tegobe prehude in je drevo poleglo. Rumeno cvetoči lokvan cveti v tem ribniku, blatnikov ni več. Ja, bili so mi zelo všeč, lepo barvo ima, vse je v redu, ampak v parih letih sem videl, da je to zelo invazivna stvar. Sem imel kar nekaj truda, da sem jih ven dobil, pa še zdaj jih moram pleti. To je v bistvu vodna plevel, ne morem druga reči kot vodna plevel.
V naravnih lužah je to ok, ne moreš pa to imeti nekaj takle, ker on ti vse preraste, tudi bi za duši ostalo. Je torej lokvanje lažje vzdrževati? Absolutno. Kako skrbite za nje? Nič, pravo zemljo pa nič ne rabiš. Nikoli ne gnojim, nič, to je naravno. Kaj pa jeseni? Vse ostane v vodi, vse, kar je tu, ostane zamrzne, pomlad normalno požene in to je normalni ciklus. Vsi ti vaši kotički so nastajali po vaših zamislih. Greva do tistega dela, ki pa je prvotno nastal po načrtu nekoga drugega. Ja. Pa pojdiva tja. Prvo, ko je bila hiša dokončana, je bila to ravnina pa zelenica. In sem kupil srebrno smreko, v sredino te parcele, te zelenice sem jo smreko posadil srebrno, zelo ponosen bil. Okrog sem pa krog naredil, pa same vrtnice nasadil. Tist mi je bilo še bolj všeč. In pa, no pa ko je prišel k meni, en je rekel, če sem koga seri in kje sem to videl, pa sem pa delal. Jaz nek tule, ni to lepo. Je rekel pa, daj njega. No, on mi je potem povedal, da geometrijski liki v naravi ne obstojajo, ne. Ko pa zdaj? Jaz nekaj bi rad imel malo drugače, ne. Je rekel, ja, v redu, ampak te prvo en mesec imaš časa, da tole vse podereš, potem me pa poklič. Po par dni nisem spati mogel, nisem bil tak razočaran, ne groza. In potem je pa on gospod prišel, pa je naredil načrt, pa eno prikolico trajnic, pa smo posadili. Tiste trajnice so veselo rasle. Prvo let, pač tako vsaka raste, drugo leto, vse je cvetel maja, v 3 barvah in to je to. Grmovnice so v parih letih prerasle, da ni bilo več prostora za druge stvari. Pa se to ni skalnjak, kom je zdaj to naredil. In potem sem pa začel sam razmišljati, malo krog hoditi, gledati, malo revije gledati, študirati. Nekaj pa se to ne more biti. Potem sem pa to s časom vse ven posekal, zamenil, razen te smreke. Vse ostalo je novo, že ni parkrat sem zamenil. No zdaj, in tudi ko začutim, da je drevo preveliko, ga moraš dati stran. Na tako majhnem prostoru, da moraš imeti velike drevesa. Sem že tudi ven sekal. In ta smreka po obliki raste na vaš ukaz ali ste ji kaj pomagali? Veliko ne, drugače pa malo ni pomagal, drugače pa je hvaležna, ne v Boga. Če poveva, za katero smreko pravzaprav gre? Ja, to je inverza, pomeni nasprotno, ona raste dol, vse ostale rastejo gor. Stara je več kot 30 let, to je bila še tako mala, ko sem jih sadil. To je edino, kar je ostalo od tistega skalnjaka. Pa hribček? Pa hribček, ja. Tiste grde skale, ko smo dostavili. Niti nisem vedel, da mora biti samice, da mora biti naravno izoblikovane, da sme biti lomljenic pa tako. Ne le rastline, tudi skale so pri vas posebne, tudi te ste iskali. Ja, jaz tako imam s skalami cel življenje stik, ne, tako da jaz sem bil v skalah več kot na travi, bi lahko rekel. In to me zanima, tudi posebne oblike so mi pritegnili. O tisti posebni skali bova v nadaljevanju oddaje. Kasneje, ja. Morda še prej o teh skalah, te so iz Slovenije. Ja, ja. Ja, to sem hodil eno malo miniaturno gredo narediti, posebno gredo, da bo polovico bo pesek, vrni prot, polovico bo posejen. Ampak zasejen tak, da bo vsako skala, ko ima luknjo, nov kontakt v zemljo, da izgleda, kot da raste iz skale. Take sem iskal. Tako kot je v naravi. Tako. Ampak zdaj so skoraj prerasli iglavci skale. Yes. To je problem, ko je mlado, je takle majhno. Jaz časom bo tako verjetno mogel veniti, pa nekaj mladega natakrat. Še nekaj skrivnosti ima vaš vrt, ampak o teh v nadaljevanju oddaje, midva pa se zdaj sprehodiva. No, v redu. Jerek iz Beltincev in Janja Leskovar iz Brežic. Vrt Jožeta Zupanca v Šentjurju krasijo 3 ribniki. Prvi je nastal na vzhodni strani hiše. Največji je na zahodni, na južni je najmanjši in najmlajši.
Voda se čisti brez kemičnih dodatkov. Jože namigne, da je treba poskrbeti, da so robovi nad vodno gladino ozelenjeni, pa tudi listavci v bližini niso najbolj priporočljivi. Ta del vrta na zahodni strani hiše je ponavadi tisti del, ki ga obiskovalci najprej vidijo in obiščejo. Ja, to je nenapisano pravilo, ampak tako smo se navadili, začnemo tule se pripeljajo, gremo to pogledati, pa reče, no zdaj pa bi že počasi šli, pa rečemo, no gremo še v moj okrog, pa še pa ena polovica je še pa na vzhodu, ne. Želel sem več rož kot pa salate, pa jabolk in tako naprej, no, in to mi je tudi uspelo. Prej sva že omenila, da vrt v celoti skriva kar nekaj skrivnosti in posebnosti, morda zgodba te Korziške skale. Ja, bil sem dol 2001 in so rekli prijatelji, poj dol, se ti splača. Sem kar nekaj videl, drugih stvari, ampak take skale, ko ima Korzika, jo nima noben otok, videl nisem. In ko sem takrat gledal te skale, sem nek mate, ko bi eno dobil, bi bil svetovni prvak. Pa sem pa to pozabil, po 13 letih je pa bila prilika, me je en kazal, rekel, poglej, tole pa je skale prodavlja, take lepe, ko bi ti imel. Pa mi je pokazal na fotoaparatu, ne, in kje ta skala bila, v Parizu. Kako ne pridem v Pariz? Je rekel, ni problem, tja se zapel, pa 3000 evrov. Pa skala odpeli. Ja, skala je bila pa 5krat manj, je ko stala, ne. In potem tisto leto ni bilo nič, pa smo pa čakali pol leta, da so še eni kupci prišli, in to Avstrijci, pa so peljali iz Pariza, so kupili skale, pa ta je šla dram. Pa niso počakali v Sloveniji, so se kar na Dunaju ustavili. Pa spet ni bila, najbližje je bila, ampak zopet ni bila doma. Pa tam je bila celo zimo, pa je bila pa razstava v Sloveniji, so to skalo naši pripeljali iz Dunaja v Celje na razstavo in me kliče on prijatelj, rekel, hitro pridi po njo, ker ti bo izdali odpeljali. Pa hitro prevoz. Tisto vnjako je pripeljal, imel prekratko roko, mi je tamle postavil. Mesto je bil pa tuj bo pripravljen za njo. Minilo je še nekaj tednov, da so to 700 kg težko skalo postavili na njeno stalno mesto. Pri prenosu pa se je od skale odlomil majhen del, ki ga niso nikoli več našli. Ob največjem ribniku je gladka skala iz Kitajske. Tudi druge Jožeta spominjajo na posebne kraje in trenutke. Namesto javorja je tam za rdeči okras rdečelistna povešava bukev. Temno rdeča povešava bukev. Ta je zdaj zelo lepa, ne? Se ravno obrašča. Ja, prej je normalna, to je cepljena, prevešujoča. Normalno so veje rastejo do tle, pa še pol metra, pa meter po zemlji. In ko sem jaz to gledal, sem se tukaj niti hoditi, ne morem okrog, kom zdaj to imel. Pa ven je posekati, brez veze. Pa sem začel pa rezati, ne. In pol je nastalo tako je. No, takrat sem začel bonsaje oblikovati in vse se ne da narediti v bonsaji, marsikaj se pa da, ja. Kdaj pa režete to bukev? Kdaj je najboljše oblikovati? Po prvi vegetaciji. Po prvi. Se pravi, to zdaj že druga, zdaj jo pustite? To je druga, se pobarva, ker so mladi listi, je zdaj svetlo rdeča in je zopet še lepše kot po prvi vegetaciji. Jože, še na tej strani pogledava, tukaj imate rastline, ki ne bodo dišale. Ena ne diši, ena pa čudovito diši, ja. Tista, ki ne diši, smrdljivka oziroma spada v to skupino nam smrdljivih rastlin. Pa čudovitih cvetov. Ja, s aromatom, s tem, da ta je pesanolisten. Cvet mu je en list, pa v sredini pestič in to je to. Tisti dan, ko cveti, je tako, bi, ne bom rekel kaj, potem pa propade, ampak je posebna zaradi cveta, ne? Živa, lila barva, čudovita. Tako kot amorfofalos na drugi strani. Ja, čudovita stvar. Meni je všeč, ne. Kako se potem razrašča iz korenin, spodaj kako požene? Vegetativno. Nič se ne seje. To seme je verjetno ni bilo oplojeno. Oplojevanje je pa od muh. Muham torej diši. Ja. Tule imava zraven tudi zanimivo rastlino iz Uzbekistana. Ja. Je. V čem je njena posebnost?
Ja, prvo, kar je, ima čudovit vonj, ko pa je vlaga po dežju ali v rosi, če prižgemo, bo cvet zagorel, cvetu nič ni, je pa čudovit plamen, zato ima ogromno plina netljivega. Iz te tudi delajo parfume. Nežna, mislim, tako po enem nežnem milu ima okus. Diši lepo. Ja, drugače pa to Severna Rusija. V slovenskem prevodu je to jesenček, ker ima liste podobne našim jesen. Ja. Drugače pa pri nam v naravi ga tudi najdete. Tudi ima, ampak Je ne tudi diši tako tako, po gorljiv? primorskem dol ga tudi najdejo. Cveti, je roza barve, tako da izgleda, da ni samo tam, da druge tudi raste. Tako velikonočnica ni samo pri nam, ampak cela Mala Azija pa vse te države. Na Južnoafriško republiko vas spominja ta rastlina z drobnimi cvetovi. Ja, to je talino, raste na Mizasti gori, cirka 2500 metrov visok. Podne par ur cveti, ni 4 ga spat. Drugače pa nezahtevna, raste v samem kamnu noter, sama se seje, tu sem jo sadil, tam je zdaj že vse po mladih. Prej ste že omenili, da ste imeli na začetku številne vrtnice, posajene okrog drevesa na okrogli gredici. Ja. Nekaj vrtnic, ne bom rekla, da je ostalo, ampak vrtnice pa morajo biti Ja, te na vrtu. Ja, morajo biti, sem te sem malo drugače sedel. One sem mog plet, te pa sedim v folijo, tako da je to zdaj malo drugačen postopek. Zakaj ste vrtnice ohranili? So vam tako ljube ali Ja, ljudem, to ki je- pridejo? Vrtnica je kraljica vrtov. In vsak vrt bi mogel imeti vsaj eno vrtnico. To ni pravilo, ampak lepo pa je, če jo imaš. Samo še eno rastlino omeniva, to je zadaj tudi take posebni iglavec, svetlo-zelene, belo do svetlo-zelene barve. Katera rastlina pa je to? To je japonska sorta, Steatopicis, jih je tudi več vrst, so zeleni, ampak ta je najbolj občutljiv, ko je rumen. Rabi senco, zato sem ga sadil tudi v senco noter. Drugače pa nič ga posebnega. Zimzelen je, imajo ga verjetno samo Japonci, pa še kjer v Sloveniji. Koliko dela pa je tako na vrtu? Je vsak dan kaj za postoriti? Vsak dan greš gor, da jih pogledaš, da jih pozdraviš. Kdaj pa gremo enkrat na mesec, so pa večji posegi, da gremo malo poplet. Če ne boš imel rad pletja, pa umazanih rok, potem vrta ne boš imel lepa. Nikoli ti ne sme biti težko se pripognati, poplet, prisaditi, obožati. Ne ti pogovarjati se medja, ampak jaz, ko grem mimo, imam razne dišavnice, z roko primem, pa jo lepo diši, vsaka malo drugačna, ena prijeten von, druga manj, ampak to je čar teh rastlin. In če zanje lepo skrbite, vam to povrnejo. Absolutno. Prvo zjutraj obiščem, pa od bilo kje pridem, sem prvo na vrtu. To je to.